Prvo moram povedati, da smo z tekmovanjem zelo zadovoljni. Trenutno na tem tekmovanju, ki je že tretje v Celju, tretje leto zapored, svetovno prvenstvo oziroma svetovni pokal poskovanje za beg. Trenutno je udeleženo 200 konjev iz 17 držav z 130 tekmovalci. Prišli so iz vseh strani, se pravi od Rusije do baltskih držav, do Bolgarije, do Turčije, Egipta, iz sosednjih držav, kot je Italija, kjer je zelo veliko zastopnih tekmovalcev, Avstrijcev, Nemcev in tudi nekaj Francozov. Glede na udeležbo obiskovalcev v preteklem obdobju, v preteklih letih, nismo sploh pričakovali, da bo takšen odziv kot je bil letos. Res je, da smo imeli letos malo močnejšo promocijsko kampanjo, da smo več oglaševali, da smo dali več v jumbo plakate, v časopise. Res je, da nam je tudi vreme šlo na roko. Ni dežja, sončno je, prijetno vreme in pride ljudje s svojimi, z družinami, z otroki na obisk, na sprehod popoldanski. Nažalost je pa ta objekt zgleda premajhen, ali pa da rečem tako, da se je prijel ta šport v celjski regiji, da je postal bolj popularen, da je zanimivo, da je atrakcija in da ljudje radi pridejo. Med takšnega obiska, ki danes niso pričakovali in jaz se še enkrat vsem opravičujem, ki niso mogli dobiti sedež, da bi se lahko sedeli, ali pa da bolj na tesnem stojijo in gledajo. Na vsak način pa imamo v planu, da bi postavili še dodatno tribuno, ampak zato so sigurno potrebna finančna sredstva in pa treba narediti načrt in dobiti dovoljenje. V Grand Prix nastopajo 3 Slovenci in zdaj čakamo, kakšni bo rezultati, upamo vse najboljše. Hčerka sama ni danes tekmovala, ker je konj poškodovan, bil je pred mesecem ni poškodovan, 14 dni bil brez treninga in zdaj smo probali v 3 tednih ga natrenirati, ampak ne moreš tako hitro priti nazaj v tekmovalno. Parkour, ki pa je tle, postavlja ga dizajner parkourjev iz Irske, je pa težek, 1,55 m, 1,60 m višina in tudi tehnično zelo težek. Bo res napeta borba. Ja, jaz mislim, da bo ta dva, ki prevladujeta, en je Benez Gutkavskas iz Latvije ali pa je Vladimir Belecki iz Rusije. Seveda je pa tle množica Italijanov, ki imajo zelo dobre konje, lahko presenetijo.